Drage državljanke, dragi državljani, praznični čas je čas miru, topline in vsega lepega. Je dragocen trenutek v letu, ko se ustavimo, pogledamo nazaj na prehojeno pot ter razmislimo o dogodkih in izkušnjah, ki so zaznamovali preteklo leto. Prijeten občutek je v nas ob misli na vse dobro, na uspehe, srečanja in drobne radosti. Hkrati pa na vse tiste izkušnje, iz katerih lahko črpamo modrost za prihodnost, ter snujemo načrte in želje za novo leto, ki je pred nami. Kot skupnost smo leto 2025 preživeli dokaj mirno. Dosegli smo nekaj pomembnih ciljev, predvsem na področju skrbi za najbolj ranljive skupine med nami in plač zaposlenim za opravljeno delo. Napredek beležimo tudi pri indeksu zaznavanja korupcije. Slovenija se je postavila na svetovni zemljevid kot aktivna zagovornica miru in reševanja konfliktov po mirni poti, pri tem pa ne delamo razlik zaradi političnega pragmatizma ali interesov tistih, ki konflikte spodbujajo zaradi lastnih materialnih koristi. A vsi ti dosežki ne smejo zamegliti dejstva, da še nismo na cilju. Napake, ki smo jih storili v preteklosti, je potrebno analizirati in jih po najboljših močeh popraviti. Kajti naša skupna vizija mora biti država, v kateri lahko vsakdo brez izjem popolnoma razvije svoje potenciale. Izključevanje posameznikov ali skupin, strašenje in spodbujanje sovraštva ter delitev po kateremkoli kriteriju so zavržna dejanja in v naši skupnosti ne smejo imeti domovinske pravice. Živimo v času, ko je svet nemiren in poln negotovosti. Prav zato so prihajajoči prazniki še toliko pomembnejši, kot opomin na vrednote miru, sočutja in medsebojnega razumevanja. Zaznamuje naj dragocen čas, ko si vzamemo več časa drug za drugega, izkoristimo priložnost za srečanja s tistimi, za katere morda čez leto zaradi hitrega tempa življenja ni bilo dovolj časa. Naj bodo to dnevi bližine, pogovorov, iskrenih misli in drobnih dejanj pozornosti, ki bogatijo naše odnose in krepijo občutek skupnosti. Ob tem ne smemo pozabiti na vse tiste, ki bodo tudi v prazničnih dneh opravljali svoje delo in skrbeli za druge. V zdravstvu, varnosti, oskrbi, prometu in številnih drugih dejavnostih. Njim gre posebna zahvala in spoštovanje, saj svojo predanostjo omogočajo, da lahko praznike doživljamo varno in mirno. Spoštovane državljanke in državljani, želim vam božično praznovanje polno topline, miru in bližine. V novem letu pa obilo zdravja, zagnanosti in navdiha za osebno rast, ki je najboljši temelj tudi za rast in blaginjo naše skupnosti.